Lažna dilema tega poletja, ki se izteka, torej film Barbie ali Oppenheimer. Jaz bi sicer na to vprašanje Barbie ali Oppenheimer odgovorila Anatomija padca, ampak kaj bi pa ti odgovoril? To je vprašanje, ki celo poletje visi v zraku. Nenehna debata je v bistvu o teh dveh filmih. Jaz bi na ta vprašanje odgovoril slovenski film. Jaz bi odgovoril slovenski film v najširšem pojmu, zaradi tega, ker se mi zdi, da iz leta v leto prihajajo kvalitetnejši filmi, zanimivejši. In včeraj recimo sem ravno gledal na otvoritvi festivala dokumentarnega filma v Mariboru Dokodok, en kratek dokumentarni film z naslovom Škatla, ki je tak esejističen, zelo zanimiv. In seveda tudi predpremiero filma od Jurija Grudna o Melaniji Trump, ki pa zelo zanimive stvari povleče ven in te da nek razmislek. N1 podcast s Suzano Lovec. Lepo pozdravljeni tudi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Matevž Luzar, filmski režiser, letos dobitnik nagrade Prešernovega sklada za film Orkester, ki je bil tudi slovenski kandidat za Oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film, sicer tudi avtor nagrajevanega filma Srečen za umret, pa predsednik Društva slovenskih režiserjev in režiserk, znan tudi po režiranju seriji Jezero in dolina rož, je danes moj gost, Matevž Luzar. Dobrodošel v N1 podcastu. Lep pozdrav. Me veseli, da sem tukaj, ker sem reden poslušalec tvojega podcasta. Hvala lepa. Film je moja religija in ljubezenska afera, si rekel Vesni Milek. Pred 10 leti v intervjuju. Pa me zanima, a je v teh 10 letih tvoj odnos do filma postal kaj manj religiozen? In pa, a se je ta ljubezenska afera že kaj ratela dolgočasna, je to že zakon postal, je še vedno religija in... Mislim, da se ta verovanje v film v teh letih samo še poglobilo. Je nekaj, kar me iz dneva v dan navdihuje, tudi ker se to polje filma zelo širi. Imamo v bistvu zelo različne pristope in zelo zanimivo je tudi to polje televizijskega ustvarjanja, televizijskih serij, kjer so v bistvu nekako te serije danes postale bolj filmi, kot so bile včasih. In torej v bistvu še vedno traja in ljubezenska afera in religioznost, če prav razumem? Jaz mislim, da za religioznost oziroma za verovanje v film potrebuješ tudi afero. In mislim, da je to tisto, ta žar, ta čar. Mislim, da če bi preveč postalo rutinirano, bi mogoče tudi izgubil to iskro filma. Kakšna pa je za laika, za nekoga, ki ne dela na filmu, razlika med tem, kako režiser dela serijo pa film? Saj lahko si tudi konkreten, glede na stvari, ki si jih recimo počel. Kaj so recimo za režiserja glavne razlike takrat, ko imaš obdobje, ko delaš nek film, ali pa ko imaš obdobje, ko si na seriji? Razlika, kar se tiče dela režiserja, mislim, da jaz osebno ne delam ravno razlike. Lahko bi pa rekel, da je druga panoga v atletiki. Zdaj, če recimo tek na 10 km film, je lahko serija maraton. In obratno tudi, seveda to je povezano tudi samo produkcijo, koliko časa potrebuje film. Razlika je seveda tudi v tem, film je svojevrstna žival, je mogoče lahko tudi dosti bolj oseben, je lahko dosti bolj drugače nagovarja, tudi eksperimentira v pripovednem smislu. Na drugi strani pa serija je pa neko daljše raziskovanje likov in mogoče bolj tudi poglobljeno zaradi samega časa. Zdaj, v razliki med režijo enega in drugega bi rekel, da je razlika seveda v količini. Če je film dolg, recimo 100 minut, je to dosti manjši obseg kot pa recimo neka miniserija, ki ima 6 epizod, kar pomeni, da je 6-krat več ali pa 3-krat več materiala za posnet, večja zasedba samih vlog in iz tega vidika je potem drugače delati. Pa seveda delo na sami seriji se mi zdi, da je nekako hitrejše. Dosti hitreje treba najti določene rešitve.
predvsem zaradi te količine in omejitve, ki pa vedno imaš v finančnem smislu, kar se tiče in serije in filma. Bi pa izpostavil druga stvar, ki je zanimiva, ki pa ni samo mogoče tukaj pri nas zanimiva, ali pa mogoče, ampak je širše evropsko, tudi na Balkanu, je nekako, prišli smo v neko bizarno situacijo, kjer se v bistvu serije mogoče hitreje sproducirajo, kakor pa sami filmi. Mislim, da je ta čas med enim in drugim filmom se v zadnjih 10 letih podvojil, ker je nesprejemljivo, če so mogoče pred 20 leti delali na 3-4 leta režiserji filme v Evropi, danes je ta čas 7-8 let. In ti si tukaj kritičen, ne, tudi do slovenske države, k temu še prideva, oziroma misliš, da bi moral za to, da lahko se razvija režiser, ne, imel možnost pač bolj pogoste produkcije? Seveda, mislim, mi znotraj našega kroga režiserjev imamo vedno to neko interno šalo, da mi kot režiserji ne moramo iti na državno prvenstvo, na evropsko prvenstvo, na svetovno prvenstvo, ampak gremo vsakih 4-5 let na olimpijske igre in se vedno pričakuje zlato. Mislim, da celo širše umetnosti je potrebna ta neka kontinuiteta dela, da se lahko nekdo razvija, ali umetnik. No, vsezadnje tudi, če gledamo v športu, če je več tekmovanj, če je več nekega treninga, potem lahko prideš lažje do rezultata. Kaj vse gre lahko za režiserja narobe pri snemanju, pa si mi tega gledalci pač ne predstavljamo? Kaj so recimo neke največje ovire? Ali pa mogoče, če tako odbrnem vprašanje, kaj te kot režiserja, kaj je tisto, kar te lahko najbolj sfrustrira? Česa se najbolj bojiš, recimo, ko se lotiš nekega filma? Kaj gre lahko narobe? Vse gre lahko narobe. Vsak delanje filma je nek tak puzzle. Je neka taka sestavljanka in vsak košček je izjemno pomemben, da potem lahko nastane nek presežek. In če ne opravi vsak svoje delo do maksimuma, potem lahko gre zelo veliko stvari narobe, ker je vse verižno vezano. Samo nastajanje filma, če nekdo ne pripravi recimo samega snemalne lokacije primerno, tako kot je bilo dogovorjeno, potem, ko pride ekipa, lahko nastane prevelik zastoj v samem snemanju. In to je en recimo problem. Drug problem recimo vreme. Neka taka frustracija, recimo, ko smo se pripravljali na snemanje Jezera, ko smo že pisali scenarije, je bilo vedno potrebujemo sneg. In potrebujemo sneg ne kjerkoli, ampak ga potrebujemo v Bohinju, ki je znotraj Triglavskega narodnega parka, kar pomeni, da ne moreš narediti umetnega snega, ampak je treba počakati na naraven sneg. Takrat ste imeli ful srečo, ne? Takrat je bila izjemna sreča s tem, ampak ko smo začeli snemati serijo, snega ni bilo. In smo imeli snemalni plan postavljen na način, da smo vedeli, to je zadnji datum, ker lahko še snemamo. Po tem datumu pa moramo ali prekiniti snemanje, pa čakati na sneg, ali pa do tega datuma, če pade sneg, se preselimo v Bohinj. In 2 dni pred tem datumom je padel sneg v Bohinju, samo v Bohinju, in smo se za 1 mesec preselili v Bohinj, kjer smo pa bili seveda do kolena v snegu 1 mesec na -15. Jaz se spomnim, ne, ti si takrat v bistvu tudi javno malo objavljal na Twitterju, mislim, da ne, tudi spomnim se, kako dolgo prej so se začeli recimo ogledi lokacij, ne? Kdaj si ti v bistvu Bohinj že hodil gledati stvari, ne? Ja. Preden ste dejansko začeli snemati. Mi smo v bistvu začeli zelo, mislim, da še v prejšnji zimi smo šli neke lokacije gledati, predvsem zaradi te specifike snega, kako so določene in vodostaja, in tako jezera kot reke, da vidimo vsaj približno, kaj so neke omejitve. Potem pa seveda smo iskali lokacije celo poletje do samega snemanja. Neke lokacije smo jih našli še med snemanjem, nekatere tudi zaradi tega med snemanjem, ker so mogoče propadle vmes. Ampak ja, zelo prej, in tudi rad imam to, da se zelo dobro pripravi, ker gre lahko potem na snemanju toliko stvari narobe, da veš,
kaj potrebuješ, da prideš do želenega rezultata. Sem pa bil pa v Bohinju že v času, ko smo pisali scenarij z Miho Hočevarjem, pa Srdžanom Koljevičem in tudi Tadejem Golobom, predvsem zaradi tega nekega občutka. Nikoli nisem bil v tem zimskem času s temi očmi, da bom kdaj tam snemal tam, in mi je dal zelo veliko nekih idej in inspiracije ta flora in fauna Bohinja. To sem prebrala, ne, da v bistvu ti imaš rad improvizacijo, ampak ne takrat, ko se snema. Ne? Ja. V bistvu v predpripravah se lahko improvizira, kar se hoče, ampak tam pa imaš rad, da gre v bistvu tako, kot si zamislil. Ne? Ja, definitivno. Mislim, sigurno z izkušnjami stvari malo spreminjajo. Mogoče sem bil v tem smislu religiozen na začetku svoje kariere dosti bolj, kakor sem zdaj. Zdaj imam rad to neko kontrolirano improvizacijo. To se pravi, da vsi vemo, kaj delamo, vemo, kaj je namen in kako ga doseči. Predvsem iz tega, da si želim na snemanju režirati, ustvarjati, ne pa samo realizirati neko vizijo. Dosti bolj si dopuščam nekega presenečenja, da mene nekaj preseneti. Nekaj, ker mogoče nisem jaz pomislil na to, ali pa je pomislil igralec, ali pa pomislil kdorkoli drug iz ekipe. In se mi zdi, da to daje lahko pol neke presežke, ki jih drugače lahko izgubiš, če si preveč samo usmeren v svojo vizijo. Da mora biti nek ta balans. Mislim, da meni je največji navdih, kar se tiče te improvizacije, Martin Scorsese, ki ima znamenite scene improvizacije, tako v Raging Bullu kot v Goodfellas, kjer je zopet vse kontrolirano, ampak je spustil ta svoj prijem in je pustil, da se je scena razvila. Da smo res lahko dobri, moramo včasih v bistvu tudi spustiti neke svoje... Ja. Moramo spustiti, moramo iti izven svoje cone obdobja. Mislim, da je to tisto, kar kot režiser me najbolj zanima. Kako sebe pripraviti do tega, da grem izven cone obdobja. Mimogrede, zdaj, ko si govoril o teh lokacijah, ne, kako pa vas ljudje, jaz se spomnim, ko ste tle v Argentinskem parku tudi snemali, ne, tle se je Leninov park sicer snemal, ne, pa tudi drugje po Ljubljani, ko smo gledali v bistvu snemalne ekipe za recimo serijo. Kako vas ljudje sprejmejo, tako recimo pač v Bohinju ali pa tle mimoidoči, to hočem reči, kako reagirajo? Zelo odvisno. Mislim, večinoma imam jaz osebno neke pozitivne izkušnje. Je pa mogoče, ko priješ v neko lokalno skupnost, najprej neko nezaupanje, nekdo je prišel, kaj to zdaj snemajo. Potem pa dalj časa, ko si tam, dosti bolj te sprejmejo, dosti bolj vidijo, kaj je v bistvu snemanje filma. Ker vsak si predstavlja snemanje filma, da je to nekaj malo razpuščeno, fancy, malo se pogovarjamo, malo posnamemo in pol gremo. Ampak je v bistvu samo snemanje filma izjemno skrbno načrtovan podvig, bi temu rekel, ki v bistvu se včasih tudi do minute natančno organizira. In je to zelo specifično. Recimo, najbolj zanimivo opažanje nekoga izven filma je bilo na snemanju Orkester, kjer je pravi orkester nastopil v filmu, ki so na začetku predstavljali, ja, to bo tako malo, bomo uživali, fajn bo, dobro bili. Potem pa, ki je šel film proti koncu, ki smo snemali tudi na Rogli gor, ki zopet v snegu, so oni tako nekaj ob 2 zjutraj, ko sem prišel na avtobus, rekli, če bi mi vedeli, kaj je to snemanje filma, potem se ne bi toliko zlahka spustilo to. To je resno delo. Resno delo, ja. Ampak v Zagorju pa tega prvega vtisa ni bilo potrebno narediti, ne? Ker si rekel, da včasih lokalna skupnost, tam so te poznali, ne? Ja, pa ne. A ja? Ja, pa ne. Mislim, so bili skeptični? Ne? Skeptični. Moram reči, da do orkestra mogoče, vsaj nek taki moj občutek bil, da me niso tako dobro poznali. Mogoče tudi niso vedeli, da ravno prihajam iz Zagorja, tudi če so poznali moje ime. Ker nekako se v nekem drugem krogu mogoče sem gibal kakor do tega filma. Zdaj v tem trenutku pa seveda vsi vejo za film, vsi so ga gledali in tudi premiera filma je bila v Zagorju, ki je pa seveda bila svojevrstna izkušnja za mene. V filmu Srečen za umret v bistvu
tematiziraš staranje, osamljenost in tako naprej. Tudi sicer se zdi, da te ta tema staranja, ostarelosti večkrat nagovarja. Ne? Je to nekaj, kar ti je blizu preizpraševanja? Se še vedno o tem sprašuješ? Zdaj od tega filma je že kar nekaj let. Od tega filma je zdaj že, mislim, da 10 let, več, 10-11 let. Ja, v bistvu Srečen za umret je v bistvu sam dojemam kot nek zaključek nekega obdobja, kjer sem zelo intenzivno razmišljal o osamljenosti, o staranju, o tej neki dinamiki nekega življenjskega kroga, kako se nekako na koncu življenja vračamo na začetek. In oba dva študentska filma, ki sem jih delal na akademiji, sta vsebovala to tematiko in nekako Srečen za umret je pa združil neko to razmišljanje na to temo. Še vedno me to zanima, mi je bilo pa seveda po filmu Srečen za umret in po obeh kratkih filmih, nekako so me vsi dojemali. To je pa režiser, ki dela z starejšimi igralci in o teh temah in me niso videli izven te teme. To je bilo nek tako moje opažanje. Seveda si pa še vedno želim mogoče narediti film na to temo, ampak mora priti prava zgodba naproti, prava iskra, da se to zgodi. V tem filmu gre za neko pač sladko, grenko komedijo, jaz bi rekla rahkočutno, o tem upokojencu, ki se v bistvu nekako odloči, da bo srečen, preden umre. A se moramo za srečo odločiti, tudi če nismo še v neki starostnem obdobju? Jaz mislim, da se vedno moramo za srečo odločiti. Ker če se ne odločimo za srečo, potem lahko zaplavamo neke temačne predele naše osebnosti, naše duše. Mislim, da si moramo dovoliti to. Moramo si dovoliti to improvizacijo. Znotraj življenja, da smo lahko srečni. Ti nisi najprej naredil sprejemnih izpitov za AGRFT in si 3 leta bil na teološki fakulteti, študiral. Ja. Praviš, da ti je veliko dala teološka fakulteta in da je bila najpomembnejša zapoved zate: spoštuj drugega. Koliko tega spoštuj drugega manjka recimo v naši družbi, po tvojem mnenju? Jaz mislim, da je to največji problem trenutno naše družbe. Da spoštovanje drugega je tudi pomeni poslušanje drugega in tudi slišanje drugega. Mislim, da imamo problem s tem, da se premalo slišimo, premalo pogovarjamo, premalo spoštujemo. In mislim, da to iz leta v leto gre samo na slabše. Sama družbena omrežja so to luknjo dosti bolj poglobila in v bistvu bi rekel, da so zelo kontraproduktivna. Posebej tle, če v zadnjem letu opažam, kaj vse se piše, objavlja na družbenih omrežjih. Mislim, da bi bilo treba ne samo pri nas, ampak mislim, da svetovno regulirati družbena omrežja in biti zelo pozoren do sovražnega govora, ker to samo vnaša razdor med družbo in med nas same. In mislim, da je to neka rak rana naše družbe danes. Če ti je torej teološka fakulteta dala najpomembnejšo zapoved zate, spoštuj drugega, kaj ti je dala AGRFT? Katero zapoved? Ali te bi tukaj tudi kakšno potegnil? Akademija, dobro vprašanje. V bistvu, to pa nisem nikoli razmišljal o tem. Akademija mi je dala, tako rekel, mogoče bom malo drugače odgovoril. Sam študij akademije je zame bil študiranje režije je bil prvič v življenju, sem študiral, se učil nekaj, kar želim. In prvič mi ni bilo nič napor. In prvič sem nekaj delal z veseljem. Predvsem tudi zaradi tega, ker to bil nek cilj, ki se je vlekel mi že od srednje šole. Ker ti si 3-krat poskusil priti, ne? Jaz sem v 3. naredil sprejemne izpite. Tako. Skratka, ta ljubezen, preden si prišel do afere, ta ljubezen je zelo gorela, ne? Da si 3-krat šel, ne? Ja, zelo gorela in vsakič, ker nisem naredil sprejemne izpite, sem še bolj želel to. Ne zaradi tega, ker sem bil zavrnjen, ampak ker sem mogoče bolj čutil
da je to, da je to tisto, kar želim. In tudi, ker sem zadnjič delal sprejemne izpite, ker v tistem mislim, da je bila takrat omejitev, samo 3-krat lahko delaš sprejemne izpite na filmski režiji, sem jih delal te zadnjič sprejemne izpite z neko lahkoto, ker sem vedel, da kljub temu, ali bom sprejet ali pa ne bom sprejet, film bo nekaj, kar bom v življenju počel. In je bilo potem seveda to nekako sem imel občutek neke osvoboditve samega sebe. In zaradi tega pol je toliko še slajše bilo vse skupaj. In seveda, pa če pogledam zdaj za nazaj, je v bistvu, mislim, da bi bila napaka, če bi bil prvič ali pa drugič sprejet na akademijo. Predvsem zaradi tega, ker osebnostno mogoče še nisem bil tam, nisem bil pripravljen delati filme. In mislim, da če bi bil sprejet prej, ne bi nikoli delal filmov, kakor sem jih delal tekom študija, in bi seveda bil moj manko zaradi tega. Mislim, da mora priti do vsakega nek čas. Nekdo gre na akademijo lahko takoj po srednji šoli, nekdo mogoče pri 30, mogoče nekdo pri 35. Zakaj pa ne? Mislim, tudi Haneke je posnel svoj prvi celovečerni film pri svojih 46 letih. Ker ti si se vmes tudi izobraževal, ne, da ne bo pomote. Nisi pač samo poskušal, pa še enkrat poskušal, ampak ti si vmes vlagal v to. Ne? Ja, v bistvu jaz sem v tem obdobju delal neke amaterske filme z prijatelji, znanci, in vedno sem se spraševal, zakaj te filmi ne funkcionirajo tako, kot filmi, ki so meni všeč. In nekako moj zaključek je bil zaradi zgodbe, zaradi scenarija, zaradi pripovedovanja. Je bila ena od manko teh filmov. In potem se nekako v tem sozvočju mojega razmišljanja zgodilo, da sem napisal nek kratek scenarij, ki je bil v bistvu neka izkušnja mojega strica iz mladosti. In ta scenarij je prebral čisto po slučaju Zdravko Duša, ki je v tistem obdobju organiziral izjemno delavnico Pokaži jezik, scenaristično delavnico v Trenti, in me je poklical in mi je v tem svojem njegovem značilnem slogu rekel, ja, jaz sem tole prebral, meni se zdi to dobro, mi imamo neko delavnico, a bi ti prišel na to delavnico. Jaz sem imel takrat 18 let, ravno prvič nisem naredil sprejemne izpite in seveda neka priložnost se je pojavila. In potem je bil v bistvu to nek tak moj prvi korak v bliže filmu, ker seveda, jaz sem odraščal v Zagorju, srednjo šolo hodil v Trbovljah, in nimaš takega stika, kakor v tistih časih nisem imel takega stika, kakor nekdo, ki recimo živi v Ljubljani. Jaz nisem imel priložnosti hoditi v kinoteko, moja kinoteka je bila videoteka, in s filmi na RTV Slovenija in filmi na hrvaški televiziji. In je v bistvu sem imel neko drugo pot, kakor mogoče nekdo, ki je študiral v Ljubljani. A še vedno pišeš scenarije stoje? Še vedno. Vem, da si jih pred leti pisal, ne? Še vedno, ja. V bistvu še vedno delam stoje. To je nekaj, kar sem začel pred nekimi 15 leti. Predvsem zaradi tega, ker pisanje scenarija je to neko dolgotrajno delo. In če sediš en teden, 14 dni, seveda, vsi vemo, kako je to. In potem sem slučajno odkril standing desk, predvsem po zaslugi, takrat je bila neka moda v San Franciscu med startupi. In pa sem začel malo bolj raziskovati in malo tako razne zgodovinske osebnosti so delale stoje. In sem rekel, zakaj pa ne bi probal. In od takrat naprej še vedno pišem stoje. Sem si dal tudi narediti neke take 2 mizi, ki mi jih je naredil prijatelj, in jih imam tudi tako, da jih lahko dam v prtljažnik eno, pa jo odpeljem na kakšno lokacijo, ker želim pisati, recimo v kakšno pisarno ali pa karkoli. In še vedno poslušaš klasično glasbo medtem, ko pišeš scenarije? Ja, v bistvu še vedno. Še vedno, ja, še vedno. Mislim, da največ sem poslušal seveda Requiem od Mozarta, ki mi je ena od temeljnih del klasične glasbe, in zelo fajn mi je pa poslušati vseh 9 simfonij Beethovna, ampak tako da od začetka do konca, tako da postane nek zvok prostora. Ker ti v bistvu zelo pogosto ali pa razen izjemoma scenarije pišeš sam, ne?
kaj bi bilo pa drugače, če bi pač dobil scenarij nekoga drugega? V bistvu, zakaj pišeš scenarije sam tako? No? Ja, mislim, zaradi vsega tega, ko sem prej povedal in te delavnice in to, jaz sem v bistvu scenaristiko padel po nekem naključju. No. Nikoli nisem veliko razmišljal o tem, da bi me samo pisanje zanimalo. In potem ta izkušnja skozi ta kratek scenarij, pa potem tudi prvi daljši scenarij, ki sem ga znotraj tiste delavnice napisal, je bilo nek občutek, v bistvu, da med pisanjem v bistvu jaz režiram film. V bistvu nekako gledam ta film, ki ga pišem, ki je v nekih optimalnih okoliščinah in v bistvu sanjam film. In to je tisto, kar mi je zanimivo pri sami scenaristiki. Ni mi toliko zanimivo pisanje, vse to, scenaristika je zelo naporna. Jaz velikokrat rečem, zdaj grem pa v jamo in kopati ta premog ali kolm, tako kot rečemo v Zasavju. To je res včasih izjemen napor. In v zadnjih letih mi je to v bistvu ta izkušnja ne delati samo sam, ampak tudi z sodelavci v tako imenovanih writers roomih, mi je v bistvu tudi postala zelo ljuba, ker gre za drug način pisanja, gre v bistvu za igranje nekega tenisa ping-ponga, kjer vržeš idejo, žogico in jo odbiješ svojemu kolegu ali pa kolegici, ki jo vrne nazaj. In je tudi zanimivo kot tako. Seveda je pa, mislim, da vsak preferira določeno, meni pa fajn to malo raziskovati. No. Seveda sem si pa vedno želel, da bi pa režiral film po scenariju, ki ga nisem sam napisal. To mi je bilo že neka želja na akademiji, ampak nekako nikoli nisem prišel do nekega scenarija, ki bi me toliko zagrabil, da bi rekel, zdaj pa to želim delati. Upam, da bom, če pa ne bom, pa tudi nič ni narobe. Ampak ja, scenaristika je neka tako neko naključje v bistvu. Ampak ko praviš, da sanjaš film, da v bistvu pisanje scenarija, kot da v bistvu sanjaš film, oziroma ga ti vidiš pred svojimi očmi, vidiš recimo igralca, vidiš sceno, vse vidiš, zelo vizualna pot je to. V bistvu vidim vse. Mislim, to je specifika pisanja scenarija, oziroma scenaristike je to. Ni to oblikovanje besed, postavljanje besed v neko zaporedje, če se izrazim matematično. Ampak bi rekel, pisanje scenarija je pisanje slik, pisanje prizorov. Ne postavljanje kadrov, ampak gre za vizualno pisanje. To se pravi, kaj vidimo mi na platnu, kaj vidimo mi na ekranu. Ni prostora za nek notranji monolog, ni prostora za neke odvode. Je zelo eksaktna obrt, ki zahteva zelo neko disciplino in je dosti drugačna kot ostalo pisanje. Drugačno je tudi zaradi tega, ker scenarij ni končni produkt, če temu tako rečemo. Je vedno načrt in iz tega scenarija bo vedno še nekdo zrežiral film. In potem je to končano delo. In je zelo zanimivo, ker brez scenarija ne moreš začeti filma, hkrati ga pa nikoli ne zaključiš film. In je taka zelo zanimiva dinamika, ki se vzpostavlja. In jaz to osebno kot ustvarjalec zelo ločujem. Nisem ta nek, da bi rekel tako zdaj, razmišljal celovito, ampak tako velikokrat se pri svoji ekipi, ki začnemo predprodukcijo filma ali pa serije, vedno rečem, zdaj scenarist je odpuščen, zdaj prišel režiser. Ravno zaradi tega, ker se dogajajo potem spremembe, nadgradnje in tako. Kako pa poteka ta izbor igralcev? Kako se recimo izbere za, ne vem, Srečen za umret Mileno Zupančič, Eugena Carja, Poldeta Bibiča, kako se izbere Sebastiano Cavazzo za Jezero? Kako to poteka? Različno. Jaz mislim, da tako rekom, mislim, da v Sloveniji imamo izjemne igralce. Mislim, da tudi izjemne po zaslugi dobrega izobraževanja, po zaslugi tega, da redno igrajo v teatru. In mislim, da vsak režiser, tako gledališki kot filmski, mora redno hoditi v teater, kjer lahko uživo opazuje delo kolegov igralcev. Pa seveda tudi gledati filme, ampak predvsem zaradi tega, da vidiš raznolikost mogoče. Potem pa
pride ta proces nekega odločanja, neke zasedbe vlog, ki pa je zelo pomembno. Znamenit stavek je, da je v bistvu režija 60% režije je izbira zasedbe. To se strinjam, to mogoče se strinja ali pa ne, to je stvar debate. Je pa seveda so pa zelo pomembne odločitve, ker mene pri sami igri oziroma pri zasedbi ne zanima ta neka, kako bi rekel, neka sigurnost. Da me zanima dajmo vstopiti ven iz te cone obdobja. Dajmo videti, kaj se lahko zgodi, če vlogo igra ta ali pa ta. Predvsem zaradi tega, ker se lahko neke zanimive dinamike vzpostavijo med zasedbo potem. In recimo, ne vem, pri Srečen za umret nekako sem vedel, kje se gibam, vem, da sem, koliko so stari glavni liki in nekako logično je bilo in tudi želel sem si v bistvu nekako spraviti vse te znamenite igralce, ki so bili v filmu, ne samo igralci, tudi gledališki režiser Dušan Jovanović, pa nedavno preminil Dare Valič. V bistvu sem želel narediti tak nek film, v bistvu oni so bili zadnje zvezde slovenskega in jugoslovanskega filma. In se mi zdelo, da bi bilo prav, da se naredi tudi film, da so noter v tem filmu. Je bilo to mogoče lažje narediti samo zasedbo, medtem ko pa je pa recimo pri seriji Jezero je bilo pa nenehno to vprašanje. Tudi pol, ko je že bil izbran, ne? Seveda. Še posebej pol, ko je bil izbran. Potem in tudi prej, ko se je razvedlo, da pišemo serijo, so takoj po Twitterju na direktna sporočila prihajale predlogi. Vsak ima svojega Tarasa. Vsak ima svojega Tarasa. Najbolj zanimivo je pa to bilo, da mi, ko smo pa pisali, mi pa nismo vedeli, kdo je pa naš Taras. In v bistvu smo tako rekli, ne, to ne bomo se s tem ukvarjali, bomo pisali Tarasa in bomo to v predprodukciji poskusili narediti neko širšo, ne audicijo, ampak neko branje, da vidimo, kako sestaviti to zasedbo. In potem smo imeli različne kombinacije. Koliko ste jih pa imeli, recimo? Zdaj se ne spomnim, ampak je bilo kar nekaj. Je bilo kar nekaj. Ampak to je predvsem, tako kot sem prej govoril, zanima me, kako se ta dinamika vzpostavlja. In seveda, Sebastian je tle zelo odstopil, v bistvu je bilo zelo nekaj zanimivega, hkrati, kar je bilo pa meni zanimivega, in to smo tudi povedali, da si želim, da ga vidimo v drugačni vlogi, kot smo ga gledali do tja. In to je tudi on takrat v bistvu zelo zapopadel, zelo se zaveda svojega ustvarjanja, je izjemen igralec in se je seveda pol zgodila ta zasedba in potem vse ostalo. Tako da včasih veš, že med samim pisanjem, kdo bi lahko igral, včasih ne veš. Pri orkestru, recimo, ko sem pisal, se tudi nisem ukvarjal, kdo bi igral. Sploh nisem vedel, da bo mogoče pravi orkester v filmu. To je še dosti kasneje prišlo. In to je najbolj zanimivo, neverjetno pri orkestru, da ta miks, torej ljudi, ki res igrajo v orkestru in igralcev, in da je tukaj meja med njimi praktično ni opazna, v filmu. Ja, to sem želel, v bistvu to mi je bilo meni osebno zelo pomembno, ker sem včasih lahko osebno zelo kritičen, ker nekdo reče, nekdo, ki pride iz svojega življenja, stopi pred kamero, kako je on naraven. Ne pristajam na to, da nek naturščik lahko sam je. Meni je bilo pomembno, da orkester, ki je pravi, da oni tudi igrajo. Ne samo na inštrumente, ampak da igrajo pred kamero. Enako sem pa želel, da igralci postanejo del orkestra. In tle je v bistvu bila ta, kako zabrisati zdaj to mejo med njimi. In tle se je potem zelo veliko dela bilo vloženega. In oboji so imeli z obeh strani vaje, ne? Oboji so imeli Eni kako igrati, drugi kako v bistvu. Ja.
Ja, In vsi so nekaj delali prvič na filmu. In igralce si tudi poslal, v bistvu so hodili v Zagorje, ne? Ja, igralci so hodili v Zagorje, družili so se z orkestrom, recimo Gaber Trseglav je celo, ki igra z Loro Talnezičem, ki igra Paja v filmu, igra tandem, je celo prispal velikrat pred njim, hodil je na vaje, postal dejansko del orkestra in tako ga je tudi orkester potem percipiral. In enako za žene, ženske, ki so v bistvu igralke, ki so igrale žene člane orkestra, smo ravno tako po Zagorju se dobili in šli žurat, da so spoznali lokalno neko klimo, da so se čim bolj domače počutile. Mislim, da je to bilo tisto, kar je bilo pa pomembno, po drugi strani tudi to, mi vstopamo v svet orkestra. Ni tako, da je orkester prišel k nam, da posnamemo ta film, ampak mi gremo k orkestru, da posnamemo ta film. Povedal si za oddajo Gremo v kino na nacionalnem radiju, da si ob tem filmu veliko razmišljal o tem, kaj je sploh slovenski film. Ne? Ker zdi se, da pač nagovarja neke slovenske teme. In tudi brala sem, da tudi pri projektu, ki ga načrtuješ, s katerim se ukvarjaš, čemu prideva malo kasneje, da bi rad, da govori o nekih slovenskih temah. Kaj je slovenski film? To je vprašanje, s katerim se ukvarjam že, po mojem, od svojega prvenca. Ker se mi zdi, vedno nekako, imeli smo neko obdobje v slovenskem filmu, ki mogoče ni bil film toliko blizu gledalcu, potem smo imeli neko obdobje, ki se mu je želel približati in se mu je tudi približal. Včasih so kakšni filmi posnemali filme, ki mogoče nastajajo v drugih državah. Moj razmislek je šel pa predvsem v smeri tega, ker se vedno govori o slovenskem filmu in termin slovenski film kot nekaj slabega, neka psovka. In vedno mi je fajn reči, da jaz delam slovenske filme, ki jih dejansko delam. In to ni psovka, ampak je v bistvu priložnost, da lahko povem neke stvari v naši družbi, o nas samih in mogoče tudi o sebi. In mislim, da je to tisto, kar je ključno, da se slovenski film še dvigne, je v tem, ker bomo bolj začeli razmišljati o tem, kdo smo, kam gremo, in delali filme na tovrstne teme. Mislim, da če danes rečemo, kaj je romunski film, kaj je novi grški film, kaj je francoski film, kaj je nemški film, mi vemo. Zdaj pa moramo mi, v bistvu avtorji, doseči, da bo nekdo, ki bo v Franciji pogledal slovenski film, rekel, aha, to je slovenski film. Ker ti, ko rečeš, da je psovka, ne, v bistvu verjetno misliš na to, ko se v javnosti recimo ustvarja nek vtis ali pa nek stereotip, da ne vem, so to filmi, ki imajo odprt konec, ki imajo predolge sekvence ali pa kadre, kaj je še recimo ena taka značilnost? Gledališka igra. Gledališka igra, pa da je vedno žalosten. Ampak to je zelo pavšalna ocena, ne? To je zelo pavšalna ocena, v bistvu. In zanimivo je bilo pred leti, mislim, da to najdete na YouTubu, so študenti na akademiji naredili neko raziskavo na ulici in v bistvu, kaj si mislijo ljudje o slovenskem filmu, in vsi so imeli zelo veliko pripomb. Potem je bilo pa sledeče vprašanje, kateri je zadnji film slovenski, ki ste ga gledali? Okay. In odgovori so bili Vesna, Neoči Peter, Kekec. To so filmi iz nekega drugega obdobja, iz neke druge države. In ugotoviš, da niso gledali filmov. In v bistvu ta stereotip je iz leta v leto samo rastel. Mislim, da se ga že zadnjih 15, mogoče 20 let več ne zasluži. Zaradi tega, ker so filmi postali dosti bolj in komunikativni, in originalni, in zanimivi, ne samo za slovensko publiko, ampak tudi za tujo publiko. In mislim, da je treba dati samo priložnost slovenskem filmu, in marsikateri film je že to dokazal. Ti kot predsednik Društva slovenskih režiserjev in režiserk v bistvu zelo spodbujaš oziroma praviš, da film ni, zelo to poudarjaš, ne, da film ni zgolj umetnost, je umetnost, ampak da
ima tudi ogromen gospodarski potencial. Mislim, da je ta multiplikator 1,8 pri filmu. Si navedel lani tukaj v studiu, ko si govoril, ko ste govorili o neki tuji produkciji, ki se je snemala v Piranu, in da bi morala za to država narediti več. Takrat ste rekli, da upate, da bo nova vlada pač prisluhnila, ampak če te prav razumem, si še vedno misliš, da bi morali več narediti na področju filma. Definitivno. Ravno iz tega razloga. Ker film je na tem stičišču kulture in gospodarstva. Predvsem zaradi tega, ker pa ne mislim, da samo neke tuje produkcije, ki se snemajo v Sloveniji. Mislim, da ta gospodarski učinek ima tako slovenski film, ki se snema ali v Zagorju, ali v Prekmurju, ali nekje drugje po Sloveniji. In je dejansko gospodarska priložnost za Slovenijo. In ta multiplikator, ki je tudi nas same presenetil po tej analizi, samo to dokazuje. In mislim, da je potrebno, da država naredi neko strategijo za AV področje. Pa tle je seveda ta gospodarski aspekt filma, seveda je pa treba razmišljati tudi o kulturnem aspektu in tudi malo širše. Ne govorimo samo o filmu, govorimo tudi o televizijskih serijah. Države na Balkanu, recimo Srbija in zelo izjemen primer, recimo Bosna v zadnjih 3 letih, so naredili izjemen korak naprej na področju tudi TV serij, kjer se je v bistvu nek državni telekom odločil, da bo vložil 8 milijonov evrov v produkcijo televizijskih serij in letos smo lahko gledali serijo Jasmile Žbanič v programu Benetk, prva, druga epizoda. Mislim, da je to, treba je postaviti neko strategijo, treba je razvijati. Tudi sama filmska industrija v svetovnem smislu je pokazala po pandemiji, da je v bistvu to ena od panog v kulturi in gospodarstvu, ki lahko najhitreje v bistvu začne generirati neke pozitivne gospodarske učinke. In tudi filmi so se snemali tekom pandemije, zaradi tega, ker so ekipe navajene, kako se prilagoditi situaciji. In treba je gledati na slovenski film, na slovenske AV ustvarjanje, v bistvu ne kot psovko, ampak kot priložnost. In če celotna AV industrija v Sloveniji ustvari 200 milijonov prihodkov brez strategije, kaj bi bilo šele, če bi imeli strategijo? Sicer pa imamo v Sloveniji, to ne smemo pozabiti, tudi odlične režiserke. Pred časom smo imeli recimo v naši rubriki poglobljeno intervju s Tijano Zinajić, film Prasica, slabšalni izraz za žensko, pa Urško Đukić z nagrajenim kratkim filmom Babičino seksualno življenje. Tukaj je Urša Menart, recimo, seveda Ema Kugler, ki je dobila Prešernovo nagrado. Maja Weiss. To sem hodila vprašati, katere bi nujno recimo ti še omenil zraven? Ja, jaz bi omenil Maja Weiss, ki je v bistvu, ona je prva slovenska režiserka, ki je posnela celovečerni film. Sramotno je to, da se je to zgodilo na začetku novega tisočletja. In od tega obdobja naprej se je začel v bistvu urejevati nek rod režiserk, zelo zanimivih avtoric, zelo raznolikih avtoric. In v bistvu one izjemno bogatijo tudi slovenski film. In mislim, da ta raznolikost, ki vlada potem med avtorjem in avtoricam v filmu, daje k večji prepoznavnosti filma. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi predvsem v tujini. In mislim, da se bo v naslednjih letih, oziroma že mogoče naslednje leto ali pa 2 leti, v bistvu bomo lahko gledali celovečerne prvence, režiser, kot si imela Urške, ali pa Kukle, ali pa Ester Ivakič, ki ravno kar končala snemanje filma v Prekmurju. Mislim, da je to lepo, fajn in da je treba spodbujati in zelo veliko energije vlagati. In zato je tudi pomembna strategija slovenskega filma. Večkrat sem že tudi rekel nekaj, kar se včasih, zdaj v zadnjem letu mogoče, čutim, da sem plošča, ki se vrti, ampak ko sem sam delal neko osebno analizo avtorjev in avtoric in talenta, v bistvu, ki ustvarjajo slovenske filme. Tle ne govorim samo o režiserkah pa režiserjih, ampak tudi o snemalkah, snemalcih, ki prihajajo, montažerkah, montažerjih.
mislim, da slovenski film v svoji zgodovini od samega začetka ni bil še nikoli v taki poziciji, kot je v tem trenutku, da imamo toliko raznolikega talenta v vseh generacijah. V preteklosti je vedno bilo tako nekako, saj tak je bil občutek, da je vedno samo določena generacija delala v polju celovečernega filma. Danes smo pa v bistvu na prelomnici, kjer imamo zelo zanimive avtorje, ki bojo delali prve filme ali pa so jih naredili, tiste, ki delajo drugi, tretji, četrti film in seveda tudi tiste, ki zadnje 30 let ustvarjajo filme. Mislim, da je zaradi tega pomembno, da naredimo to strategijo, da bo ta talent se lahko razvijal in v bistvu obogatil tudi našo družbo. Če jaz zdaj nazaj pogledam, tako si prej omenila, ki sem me spraševala o sami akademiji, to je bilo zelo neko v tistem času, v tistem obdobju, ki sem jaz študiral, je bila zelo zanimiva neka dinamika na akademiji, v smislu tega, da smo vsi študenti režije bili nekako podobna generacija tudi. In v bistvu so takrat filmi, ki so nastajali na akademiji, bili izjemno uspešni. Uspešni v mednarodnem prostoru, dobivali velika priznanja. Od evropskih filmskih nagrad do nominacij za Oskarja, do uspehov na drugih festivalih. In to zelo različni avtorji in avtorice. In potem se zaključi študij in greš v bistvu v realni svet. In v bistvu mi smo v tistem momentu stopili na neko pogorišče. Zelo nesigurno financiranje slovenskega filma takrat. Priložnost za delati prvi film je bila minorna. Režiserji so delali prvence pri svojih skoraj 40 letih, kar je popolnoma nesprejemljivo. In treba je ta sistem opolnomočiti, da bo lahko nekdo, ki pride, študent ali pa študentka iz akademije, da vstopi v urejeno okolje in da lahko s svojim talentom čim hitreje pride do svojega prvega celovečernega filma ali pa prvega kratkega filma v nekem profesionalnem okolju. In to je tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno in to vedno zdaj poudarjam, ker sem bil tudi sam presenečen, ker sem nekako detektiral, kaj vse nastaja. A nam lahko zdaj poveš, recimo, kaj ti zdaj za naprej delaš? Vem, da pišeš, to si mi povedal, rekel si, da neke stvari morajo še ostati skrivnost, oziroma ne smeš o njih govoriti. Kaj pa lahko poveš? V bistvu, verjetno najširšo javnost zanima, a delaš novega Tarasa? Ga ne? V tem trenutku še ne. Okay. V tem trenutku še ne. Okay, kaj pišeš? To je tudi vprašanje, ki ga nenehno dobivam, Ja, kdaj bo virus, kdaj bo zdaj koma, ker je seveda knjige Tadeja Goloba so postale del slovenske popkulture. Kolektivno nezavedno. Že. Na nek način tudi sama serija. In bi rekel tako, želim se, da bi nadaljevali to zgodbo. Seveda je treba v bistvu stvariti pogoje, da se nadaljuje Tarasovo življenje v seriji. Je pa seveda tako tudi za samega avtorja, v bistvu je fajn, da vsaj za mene pomembno, da delam raznolike stvari, da se lahko tudi sam razvijam, da si iščem sam neke izzive. In zelo nerad govorim tudi o tem, kaj delam, zaradi tega, ker včasih se lahko te stvari spremenijo. Včasih rečeš, zdaj delam serijo o tem ali pa film o tem, potem se pa 5 let nič ne zgodi. Okay. Nočeš zadžinksati torej? Ni to džinksanje, ampak je tako nekako lahko rata to neko, loser, pa delaš vedno ta film. Nekako je tako, jaz imam vedno to obdobje, recimo naredim film, se veselim režije, sem lačen režije, uživam na snemanju. Recimo, če bi lahko bil 300 dni na setu, bi bil 300 dni na setu. Ampak v letu ne. Ampak pride pa obdobje, v bistvu, ki pa začutim to, Slop o pisanju. Slop o pisanju. Okay. Slop o sanjanju filma, to, kar sva govorila. In zdaj sanjaš nek film. To sem zdaj razbrala. Ja. No, povej toliko, kolikor lahko poveš. No, daj. No, kaj mi lahko poveš? Lahko povem, da bo slovenski film. In da boš scenarij napisal očitno ti? Ja. In da se bo snimal kje?
To je pa dobro vprašanje. No, da v Sloveniji, lahko pa v Sloveniji. In da razmišljaš neke teme, ki zadeva, če prav razumem, slovensko družbo. Seveda, to me izjemno zanima. Zanima v bistvu ta nek razmislek, ki sem ga mogoče začel, do katerega sem prišel skozi neko to, kako preobrazbo razmisleka mene kot režiserja do orkestra, je nekaj, kar bi želel nadaljevati. In želim si v bistvu, govoriti nekako širše. Lahko povem, da to ne bo mogoče film o enem liku, ampak me zanima v bistvu delati ta nek ansambelski film, ne v smislu orkestra, ampak v bistvu nekako prepletanju različnih nekih malih stvari. Želim govoriti o človeški naravi. To je nekaj, kar me zanima, tako kot me recimo mogoče pred 10 leti osamljenost, samota, me je začela zanimati zelo ta neka človeška narava, neke odločitve, ki jih sprejmemo, ki so lahko v enem trenutku dobre, v drugem skozi drugo prizmo pa seveda tudi slabe. No, se tudi pri orkestru, ne, v bistvu gre tudi za to, da opazuješ te kot gledalec, ti kot režiser, opazujemo neke situacije, kjer popustijo ventili, kjer se človek pokaže v drugačni luči, kot se kaže recimo sicer v nekih situacijah, ki so nek izklop iz življenja, recimo pa veliko povejo o človeku. Ne. Te stvari te zanimajo, ne. O tem veliko premišljuješ, čeprav razumem, tudi o odnosih. Ja, v odnosih, seveda osnova vsega se mi zdi, da je odnos in kako neka akcija, sproži neko reakcijo na drugi strani. In to je tisto, kar mi je tako nekako najpomembnejše, ker filmi, ki jih delam, pa na vse zadnje tudi mogoče serije, ki sem jih naredil do zdaj, bi rekel, da vse noter odražajo neko moje opazovanje naše družbe. Da me to vedno zanima. Tudi vedno se rad igram, da se usedem nekje na ulici, v nek bar in opazujem ljudi in nekako tudi razmišljam o tem, kakšne so zgodbe za njimi, zakaj nekdo tako hodi, zakaj se te dva ne držita za roke ali pa zakaj se držita za roke. Tako nekako delaš neke zametke, neke fantazije, neke zgodbe. Tudi recimo pri orkestru, ne, se lahko vprašamo, na kak način, ali pa se jaz vprašam, na kak način v bistvu režiser različno lahko pa scenarist pristopa k nekemu vprašanju odnosov ali pa prikazu tega, da se zgodi nekaj, kar se običajno ne, ali pa o razmisleku o zvestobi, nezvestobi, recimo. Ne. Na koliko različnih načinov bi v bistvu lahko neko stvar ubesedili na filmu, ne? Pa jo na točno en določen način. Kako se v bistvu o tem odločaš? Enkrat mislim, da sva se nekaj pogovarjala o tem filmu Force Majeure, ne? Meni zelo ljub film. Ja, ki je v bistvu, v katerem gre za, mislim, da si ti rekel, dekonstrukcijo odnosa mož-žena, ne? In tudi tam, ne, v bistvu, ta nek razpadajoč odnos ali pa nedelujoč odnos, ki se razkrije šele tam, da v bistvu nedelujoč, ne? Znotraj teh par dni, ki ga gledamo na filmu, kako na različne načine lahko v bistvu režiserji prikažejo to isto stvar, torej razpad odnosa. Ne, to je zelo zanimivo v bistvu, ker je zelo pomembno, kdo dela film, kdo piše film, kdo režira film. Ker bo drugačen, če ga nekdo dela. Drugačen bo film, ki ga recimo režiram jaz ali pa režira kakšen od mojih kolegov ali pa kolegic. Popolnoma drugačen film. Tudi druga neka občutljivost za določene stvari, določene like, zgodbe bo drugačna. In zanimivo je bilo, recimo na akademiji smo v našem letniku imeli neko vajo, kjer smo v bistvu vsi režirali isto predlogo, isti scenarij. To je bila kratka vaja. In režirali smo bili smo 4 v letniku in vsak je režiral ta isti tekst. Nastali so 4 popolnoma različne vaje. Predvsem zaradi tega, kako senzibiliteto je imel vsak od nas do teh likov, do tega zapleta, do te zgodbe. In mislim, da je to, zakaj gremo gledati film Quentina Tarantina ali pa film Martina Scorsese ali pa kogarkoli drugega, ker približno vemo,
kaj ga zanima kot njega. Seveda vsi avtorji si želimo in se tudi oni verjetno želijo to raziskovanje neke nove poetike, novega načina delanja filma. In to je ta lepota v bistvu filma. Ker recimo pri Anatomiji padca, ki sem čisto na začetku omenila ta film, ne, je tudi zame kot laika fascinantno, ne, v bistvu, da recimo ta ista tematika, razpad odnosa, na kak način je ona naredila, ne, to temo, kako jo je v obliki neke sodne drame. In pač fascinirana sem bila, ne, nad tem, da v tej obliki seveda še nisem videla tematizirane te teme. Ne. Tako da ja. To je ta lepota filma, ki te vedno lahko preseneti. Te lahko razočara, ampak da ti pa pusti neki film, da nekaj nosiš s sabo, da ti še danes razmišljaš o tem filmu. To je ta moč filma. Ja, in da neke filme v bistvu nosimo celo življenje. V bistvu so tudi filmi, ki jih imam jaz, recimo, ko sem si jih ogledala, ko sem bila mlada, ki sem si jih dolga leta bala gledati še enkrat, ker sem si bala pokvariti tisto, kar sem nosila 20 let. Zelo dobro, tudi jaz imam podobno. Aha, katerega recimo si ti ne upaš pogledati še enkrat? To je dobro vprašanje. Ker jaz vem na izust. Ker jaz vem na izust. Aha, povejte. Ja, recimo Angleškega pacienta. Zelo dolgo nisem hotela pogledati še enkrat. Ja, pa Schindlerjev seznam. Jaz imam tudi Schindlerjev seznam. Ja. Schindlerjev seznam je nekaj, ker mi je v nekem obdobju bil zelo ljub film. Sicer sem imel neke probleme z koncem, kakor mogoče večina, ampak je v bistvu izjemen film, izjemna igra in je film, kjer je v bistvu Spielberg presenetil izjemno, vsaj mene. In si ga tudi ne upam pogledati. V utemeljitvi nagrade Prešernovega sklada so rekli, ne, da z veliko empatijo si nagovoril slovenskega malega človeka, gre za film Orkester, in razgrnil njegove sanje in skrbi. A je lahko režiser dober režiser brez tega, da ima zelo veliko empatije? A obstajajo režiserji, ki jih poznaš, recimo, pa da niso empatični, pa da so dobri režiserji? Tako obrtno. Mislim, da ne. Da ne? Mislim, da vsak ustvarjalec na nek način potrebuje empatijo. Oziroma jo ima, zaradi tega je tudi ustvarjalec. Težko si predstavljam, da bi brez nje lahko ustvarjal. Mogoče se pa motim. Mogoče me mora pa kdo presenetiti. Ampak tako, ko zdaj razmišljam od kolegov, ki jih poznam, so vsi empatični. Ja. Prej sva govorila in o lokacijah, in o igralcih. Zdaj me pa zanimajo še uvodne špice ali pa glasba. Ne? Pri Jezeru smo slišali Duo Silence. Ne, pri Dolini rož. Pri Dolini rož, pardon. Pri Dolini rož smo slišali Duo Silence, Vihar, vihar, besedilo Srečka Kosovela. To je to besedilo Vihar, vihar mi gre čez pot in plašč se moj upira, zlomiti hoče moj upor, ne upor, božjasne mira. In potem, ko se konča, ne, tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj daljavi, če usoda ustavi mu korak, on se izoprstavi. Nekoč si rekel, da ti gre vsakič srh. Ko slišiš? In tudi zdaj mi je šel. In ti zdaj ti je šel. Okay. Kako se odločiš? Če lahko mogoče grem še naprej k Dolini rož, ne? Tam pa je bil Dan D. Pri Jezeru. Pri Jezeru. Pa Lenino. Tako pri Jezeru. Tam pa je bil Dan D. Ona sanja. On ni več gledal na njo, ko mu je počasi drsela iz rok, prepustil se lakoti, čeprav je slišal jok. Jo ti izbereš? Ja... Predlog za Ona sanja je v bistvu dal kolega, ki so skupaj delali Jezero, Klemen Dvornik. Ja. Ki je tako nekako... Kada je napisana za Jezero, no? Kada je napisana za Jezero. Ja, v bistvu kada je napisana. In seveda zelo na začetku, ko smo začeli snovati serijo, smo zelo hitro začeli tudi govoriti o sami špici. Milo Srdić, direktor fotografije, ki je snemal Jezero in Dolino rož, je seveda, če bomo delali serijo, dajmo narediti še špico, tako nekako, da nekako lepo odpremo sam film. In v bistvu je tako nekako ta debata skozi nekako potekala, da pol na koncu smo rekli, ja, Miloš,
narediti špice. In v bistvu špica Doline Rož pa jezera je v bistvu delo Miloša Srdića, direktorja fotografije. Potem pa je pa Klemen je pa prišel s to idejo za Ona sanja, da je to, kada je napisano, tako kot si Res sama je, kada je rekla. napisano za jezero. Ja. In tudi potem sem jaz poslušal, v bistvu, ko enkrat sem poslušal v tem kontekstu jezera, sem rekel, ja, to je prava odločitev. In je izjemno. Medtem, ko pa recimo Vihar, je pa nekaj, kar pa mene, to je pa recimo pesem od Srečka Kosovela, ki me spremlja v bistvu nekako celo življenje. Me nekako v različnih obdobjih drugače nagovarja. In je, ko sta Dual Silence v bistvu že pred leti, mislim, da je dvakrat sem izvajala to pesem, jaz sem najdel nek posnetek, ki sem ga pa si ga shranil in ga tudi poslušal, to je bil nek slab posnetek, neke proslave, se mi zdi, ki sem ga slučajno najdel na YouTubu in sem si ga redno vrtel. In zelo intenzivno sem si ga pa vrtel med snemanjem jezera, Bohinjo, ki je bilo tako intenzivno. In mi je dal neko moč v bistvu v vsem tem. In potem, ko je nekako padla ideja, kako bi pa zdaj naredili špico za Dolino Rož, ko so se z Milošem pogovarjala, pa smo rekli, ja, mislim, da damo te elemente zopet noter, te ptiči so se kar naenkrat pojavili in kanarčki. In sem jaz tako rekel, ja, želim si med vihar v bistvu. In želim, da se tokrat, če smo prej pri Dan Deju vzeli vedno nekaj, kar je sedlo na samo špico in izgledalo, kot da je napisano za serijo, dajmo zdaj narediti. In sta potem skupaj z Silence smo sedeli, se pogovarjali in v bistvu prvič posnela to pesem, ki sta jo parkrat izvajala prej, po ponoma novem aranžmaju. In mi je fajn in tudi zanimivo mi je, zato ker sem prihajal, ker sem se zdaj vozil iz Zagorja, sem poslušal Vihar. Aha, imam tudi jaz v avtu. Drugače, kdo od slovenskih igralcev, igralk te je v tvoji karieri recimo najbolj presenetil? Bi lahko koga? Ali v tvojih filmih, ali pa tudi sicer? Mislim, izjemen igralec je bil Pero Musevski. Za njega se zdi, da se je rodil za film. Kamera ga je imela izjemno rada. Izgleda, da je to njegov naravni habitat. In on je bil nekdo, ki je zelo zaznamoval kinematografijo slovensko v zadnjih 20 letih. Mislim, da je to njegova pomoč najbolj markantna, prelomna vloga je vloga v Kruh in mleko, ki je mimogrede zelo slovenski film. In seveda potem vse vloge, ki jih je naredil. Mislim, da letos prihaja, oziroma je že prišel tudi dokumentarni film Pero Damjana Kozoleta, ki govori o Perotu, njegovem ustvarjanju in v bistvu vseh sodelavcih, ki so z njim ustvarjali. Je zelo tak poseben film tudi zaradi nas ustvarjalcev, ki smo ga poznali. Zdaj pa, če bi pa pogledal na moje filme, bi pa rekel, da v večini bi pa izpostavil enega, čeprav bi lahko tle zraven še pripel vse ostale, ampak v bistvu nekdo, ki mi je najbolj, ki se je zgodil že za časa študija, mi je v bistvu bil Evgen Car. Evgen Car je v bistvu takrat v tem obdobju ravno zaključoval svojo profesionalno pot, šel v pokoj in takrat so se najine poti srečale pri mojem diplomskem filmu Vučko. In ker sem čutil, da nosi nekaj, kar želim, da ta lik ima v tem filmu. In se je tekom dela v bistvu rodila neka zelo lepa vloga, nekaj, kar je en od mogoče njegovih tudi biserov ustvarjalnih. Tako, v Vučkotu in pol kasneje tudi v Srečen za umret. In se mi zdi neka taka zanimiva stvar, kjer ti mogoče ne vidijo. Všeč mi je to, da mogoče drugi ne vidijo, da lahko se nekaj takega rodi, medtem, ko pa če zaupaš nekem svojim instinktu in greš v tej smeri, se pa lahko to zgodi.
In mislim, da če bi zdaj gledal nekako, je to neka ta moja režijska odločitev pri sami zasedbi, kako me lahko nek igralec preseneti. Ne. In tle, seveda, enako bi lahko rekel in potrdil za sebe ali pa Janjo Majzelj, ki sem delal z njo, ali pa navsezadnje tudi zdaj v orkestru, kjer so me pa v bistvu člani orkestra navdušili in tudi seveda tudi igralci, ki so igrali noter. In uživam, ko gledam njihove kreacije in to v bistvu predanost. Se mi zdi, želim delati z igralci, ki želijo igrati, ki želijo raziskovati, ki ne vidijo to, da je to samo služba ali pa nek priložnost za dodatni zaslužek, ampak da dejansko skupaj ustvarjamo. In to si želim tako od igralcev kot od celotne ekipe, ker navsezadnje je snemanje neko popotovanje, živiš, to je nek cirkus, 2-3 meseca živiš skupaj in mora biti ta nek pozitiven naboj in to raziskovanje. Pa ohranite potem recimo stike in režiserji pa igralci ali pa se rodijo tukaj tudi prijateljstva, da je to več od sodelovanja? Ja, katerimi? Sigurno. Ja. Mislim, seveda s kom za neko obdobje lahko zgubiš stik, pa se potem zopet najdeš, ampak imaš to neko svojo zgodovino, ki v bistvu v tistem trenutku samo nadaljuješ naprej. Seveda z nekaterimi se pa lahko splete tudi močnejša prijateljska vez. V bistvu. Recimo, meni je zelo zgodba zanimiva. Recimo, direktor fotografije Simon Tanšek, ki so prvič delala skupaj še pri mojem študentskem filmu, mi da se prej niso poznali. Kljub temu, da on prihaja iz Hrastnika, ampak on je študiral v Pragi in nisem imela nekega stika, on je bil že takrat zelo uveljavljen direktor fotografije. In tekom teh filmov, ki so jih delala skupaj, so postala v bistvu res tesna prijatelja, ki pa seveda, ko snemamo film, so noč in dan skoraj skupaj. Potem pa si vzamemo čas, da nismo več in pa se včasih tudi 4 mesece ne vidimo. Ali pa ne govoriva, zaradi tega, ker se mora tudi spočiti eno od drugega. Mislim, da je pa tako veliko takih sodelavcev, ki te bogatijo to vsakdnevno. Mislim, tudi scenografinja Katja Šoltes, ki je izjemna in je v bistvu skupaj s Simonom tudi sodelovala pri obeh celovečernih filmih. In sta mi neka taka super sogovornika, da lahko ne samo te ideje, ki jih jaz imam, ampak da tudi one da zelo veliko prineseti samemu filmu. Če ne bi bilo omejitev, kakšen film bi snimal Matevž Luzar? Če ne bi bilo omejitev, Nobenih. bi si verjetno sam postavil omejitev. Omejitve ti sprožajo neko kreativno iskro, nek izziv in reševanje problema. In mi je to nek draž. Tudi sam zelo rad igram šah, ker je v bistvu sama partija vedno iskanje neke rešitve nekega problema. In tako mi je tudi film. Zdaj, vedno so tle neki odgovori, kaj bi bilo, če bi imel ves denar na tem svetu, katera je tista zgodba, ki bi jo posnel. Nekateri odgovorijo Alamut, Bobri, te velike neke zgodbe. Pa ne vem, če bi se ravno lotil tovrstnega snemanja. Krst pod Triglavom? Krst pod Triglavom. Mogoče ja, mogoče ne, ampak mislim, da bi se definitivno lotil naslednjega filma. Oziroma tisto, kar me nekaj draži. In zdaj, kaj bi to bilo, bi pa zelo težko odgovorim. Pa nič se ne skrivam. Ne, razumem. Ampak je zelo težko odgovoriti na to vprašanje. Zelo zanimivo mi je bilo, ko sem gledal v dodatne vsebine na DVD-ju Piratus Karibov pred snemanjem 2. in 3. dela. Zelo zanimivo, to so filmi, ki imajo 200 milijonski proračun. Ta je imel mogoče še 300, ker so 2 filma delali. In potem je tam zabeležen dokumentarno nek sestanek na neki strehi, kjer imajo oni, kakor iz naše perspektive gledamo, ves denar na tem svetu, da lahko posnamejo ta film. Ampak v eni noči morajo zmanjšati proračun filma za $16 milijonov.
in je tam sestanek, kako zdaj narediti, katere scene grejo ven, katere noter. Se pravi, kljub temu, da imaš lahko neko enormno številko denarja, ni nujno, da je dovolj. Tako da je vedno isti problem. In reševanje teh problemov je ta draž. Seveda si pa želim, da bi bil moj naslednji film ali pa vsak naslednji film mojih kolegic pa kolegov zadostno financiran, ne podhranjen. Želim si, da bi lahko v miru ustvarjali, ne pa da s tem, ko končujemo nek film, da moramo že začeti novega, ker leta hitro minevajo in vsi se želimo povedati in pripovedovati čim več zgodb. Hvala lepa, da si bil moj gost. Hvala lepa, da si prišel in razlagal stvari o filmu in o svojih filmih. Z največjim veseljem. Hvala lepa tudi poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. To je bil še ena podcast. Zelo kmalu se spet vidimo in slišimo.